Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi AEK podcasta. Leto 2025 je prav poseben mejnik. Ob 10. obletnici AEK metode je namreč prišlo do nadgradnje AEK metode v AEK 2.0. Spremembe pa niso zgolj vsebinske, temveč se spreminja tudi način izvajanja in razumevanja AEK metode. Moje ime je Nina Smole in danes se bom z Alešem Eransom pogovarjala o tem, zakaj so bile spremembe potrebne in kaj je tisto, kar je botrovalo k temu, da si začel razmišljati o spremembah v sistemu AEK. Aleš, živjo. Zdrav. In tudi vam, gledalci, lep pozdrav. Torej, Aleš, kdaj je bil tisti moment pri tebi, ko si začel čutiti, da bo potrebna sprememba AEK metode in kateri so bili tisti ključni razlogi, ki so botrovali k razmišljanju o spremembah? Zdaj, sam AEK je kot sistem tak, da se v bistvu je cel čas spreminjal. Tako leta 2015, ko sem v bistvu iz klinične somatike ustvarjati začel AEK sistem, ker sem skozi šolanje in uporabo klinične somatike, ki sem se učil pri Marti Peterson, videl pač kakšne so meje, videl in tudi v praksi spoznal, dokje lahko na način klinične somatike ali pa HANA somatike pomagam ljudem, strankam, da sicer je metoda primerna za sproščanje, za zmanjšanje telesne napetosti, pa za osnovno razumevanje, kaj je senzorno-motorna amnezija. Potem je pa se uporaba ali pa vpliv počasi zaključil, ker se je tudi poznalo, da Thomas Hanna ni dokončal svojega dela, ker je leta 90, glih, ko je začel učiti svojo izboljšano HANA somatiko, potem umrl. In potem seveda so tudi njegovi učenci metodo ohranili takšno, kot je bila. Tudi jaz, ko sem se pri Marti učil, je bila učena skozi, je imela naziv, da uči klinično somatiko po Thomasu Hani. Tako da se nismo v bistvu premaknili naprej iz tistega, dokje je Thomas prišel. Seveda se pa vedno bolj videlo, ko sem krepil lastno prakso pa razumevanje klinične somatike, da je na mnogih področjih postala neprimerna in neučinkovita za konkretno pomoč strankam, predvsem zaradi zelo velike spremembe okolja, načina delovanja med letom 85 oziroma 80, ko je Hanna začel iz Feldenkrais metode razvijati klinično somatiko, in leta 2010, 11, 12, ko sem se jaz začel to učiti, in 2015 je bila že v bistvu razlika ali pa neučinkovitost dolgoročne pomoči strankam toliko velika, da je bilo enostavno potrebno začeti v klinično somatiko dodajati nove elemente, jo bistveno nadgraditi, spremeniti. Potem v tistem letu pa pol, ko sem to delal, je v bistvu klinična somatika se toliko že spremenila, da ni več bilo možno jo imenovati enako. In sem v bistvu potem to vse skupaj ponoval AEK metoda in šel z njo naprej v bolj celostno obravnavo, ker predvsem, kar me je najbolj pri somatiki motilo, je bilo to, da daje začasne rezultate. Pač delaš vaje, z vajami se sprostiš, kar je tudi v redu in ima svoj smisel, zato tudi obstaja AEK somatika, samo je treba pa ločevati med somatiko pa metodo, ker je velika razlika. Ampak ni bilo pa možno doseči dolgoročne spremembe, ali pa danes bi rekel, takrat sem rekel tem dolgoročna sprememba, danes bi pa rekel tem celostna telesna sprememba. In seveda je potem metoda, ki je v določeni točki zaključila z uporabo ali pa z dodajanjem somatike v sistem, ker somatika kot taka se ni spreminjala, in je potem bilo vedno več dodajanja metode
se razvijala naprej v nov sistem in ta razvoj tudi še danes teče. Zdaj sicer smo spet v teh 10 letih metodo tako dopolnili, razvili, nadgradili, da s tisto prvo začetno, da si rečemo 1.0, ki se je ustvarila, začela razvijati 2015, nima več toliko, je že toliko drugačna, da v bistvu je potrebno poimenovati drugače, ker to, kako nekaj poimenuješ, je veliko več kot samo nek pravno-formalni ali pa simbolen sistem, ampak ime daje definicijo, kaj to je. In seveda je treba potem tudi imena prilagajati temu, kar pač to je. In zdaj, če nekaj je dosti drugačno, je potrebno dati drugo ime, ker drugače pride do zmede. In ta razvoj v teh 10 letih je skozi dodajanje AEQ dihanja, pa pol, to je bilo dodano 2019, pa pol leta 2022 sem dodal še AEQ odnose. Sploh tem zadnjim dodatkom AEQ odnosov se je pa AEQ v bistvu postavil v tisto smer, ki se je potem v teh 3 letih pokazala kot ključna in najbolj bistvena, da omogoči tistemu, ki AEQ uporablja, celostno spremembo. In seveda, če primerjam kompleksnost AEQ-ja na začetku s tem, kakšen je zdaj, je to bistveno drugačen, veliko bolj kompleksen, veliko bolj obsežen in celosten sistem, ki seveda potem tudi bolj celostno vpliva na uporabnika in je potem ta pristop in tudi odnos ter navodila za uporabo AEQ-ja so se v bistvu pojavile potrebe vedno močnejše, da je treba veliko bolj točno določiti, točno definirati, kako se nekaj dela, kakšne okoliščine je potrebno zagotoviti, če hočemo AEQ uporabljati skladno z navodili za uporabo. Vemo pa vsi, da če nekaj ne uporabljamo v skladu z navodili za uporabo, da potem ne moramo biti, da to ali ni učinkovito, ali smo lahko nezadovoljni s tem, ali v bistvu pričakujemo eno, pa dobimo nekaj drugega. In navodila za uporabo, v narekovajih sem zasprot pisal pa postavljal, ampak so pol zaradi vedno večje kompleksnosti celotnega sistema je bilo treba tudi navodila za uporabo narediti bolj stabilna, bolj celostna in jih spremeniti iz sugestij, prošenj ali pa priporočil v pravila, v neke bolj konkretne, temeljne dokumente, kjer se nedvoumno in jasno določi, v kakem primeru AEQ deluje, v kakem primeru ne. In zakaj ne? Ker je tudi že zdaj v zadnjih letih se potem dogajalo vedno več zlorab AEQ-ja, ker jaz sem tudi na osnovi izkušenj pri klinični somatiki bil prepričan, da so ustni dogovori, priporočila ali pa določeni pravilniki, ki niso bili obvezni za spoštovati ali pa za uporabljati, dovolj, da bojo osebe, ki bojo uporabljale AEQ z dvigom lastne čustvene zrelosti, tudi v bistvu dvignile svojo odgovornost do uporabe AEQ-ja in seveda bojo potem tudi zaradi temu primerno AEQ uporabljali pravilno. Sem se pol vedno večkrat sploh z uvajanjem odnosov, ki so še bistveno bolj dvignili moč vpliva AEQ pristopa, AEQ filozofije, AEQ znanje in AEQ vaj, imele vedno močnejši vpliv na ljudi in je bilo seveda potem temu primerno, če temu ni sledil tudi celostna čustvena zrelost tistih, ki so AEQ učili, je prihajalo do vedno več težav in vedno več nepravilnih uporab, ki so pa seveda potem metale slabo luč na AEQ kot takšen in je bilo vedno več pritiskov, prošenj in zahtev, da se naj sistem uredi bolj močno, bolj trajno, bolj trdno in da se meje postavijo bolj ostro, bolj točno. In seveda zraven je bilo pa še to, da sem 2022 skladno z razvojem AEQ odnosov začel veliko bolj proučevati tudi
možganske polovice, zaradi tega, ker sem pač opazil povezavo med odnosom med moškim in žensko v partnerskem odnosu, ki je pri AIQ-ju osnoven odnos, ki definira vsakega posameznika najprej skozi odnos očeta in mame, ki vpliva na otroka in da otroku svoj vzgled. In sem potem opazil pri proučevanju delovanja živčnega sistema, da imata tudi leva in desna možganska polovica podobno vedenje kot moški pa ženska, seveda v simboličnem pomenu oziroma prenesenem pomenu, ne dobesednem, in da je seveda tudi, bi tem rekel, partnerski odnos med možganskima polovicama tisti, ki določa, kakšen bo partnerski odnos med zavestjo in telesom, se pravi, temu rečemo kot interni partnerski odnos. In ta odnos med možganskima polovicama pa med telesom pa zavestjo ene osebe potem seveda primarno in močno vpliva na partnerski odnos, zunanji partnerski odnos, ki pa seveda potem ustvarja okolje, v katerem je več ali pa manj kroničnih težav. In ko proučuješ zakonitosti in pravila, kako deluje desna možganska polobla in leva možganska polobla, hitro vidiš, da če hočeš povečati vpliv desne možganske poloble na življenje, ki je pa edini, ki omogoča, da spoznaš vir kroničnih težav in potem lahko ta vir tudi na njega vplivaš, da spremeniš, da potrebuje red, da potrebuje mejo, da potrebuje točnost, da potrebuje natančne definicije in seveda tudi posledice, da če se ne držiš pravil, da potem pridejo posledice v obliki kazni, ker če tega ni, pa če se ne držimo pravil in ne kaznujemo neupoštevanja pravil, potem se dogaja podobno kot recimo na cesti, ne. Če ne moremo primerno sankcionirati kršenje mej, kršenje pravil, potem pride pa kazen v drugačni obliki, v obliki povečanega števila prometnih nesreč, število mrtvih na cesti in lahko rečemo, da pride do zlorabe prometa. Pa se je treba vprašati, kaj je bolj prav, da se jasno določi pravila in pogoji za pravilno uporabo AIQ, ali da se potem ukvarjamo z žrtvami nepravilne uporabe AIQ. In to je v bistvu bil glavni razlog, ali pa v bistvu je več razlogov, zakaj smo zadnje 2 leti šli v vedno bolj sistematično urejenost in postavili tudi jasne zahteve minimuma urejenosti, ki je potreben, da se pravilno AIQ uporablja, sploh na področju delovanja AIQ učiteljev, ki so seveda tisti, ki širijo AIQ naprej in morajo biti sposobni prenesti in prevzeti odgovornost za svoje delo, da lahko kvalitetno pomagajo drugim iz kroničnih težav. In verjetno so ravno te posledice spremembe iz AIQ metode v AIQ 2.0 metodo bile tiste, ki so vplivale ne samo na okolje, tudi na ljudi, na AIQ učitelje, na tebe kot avtorja metode in pa verjamem, da tudi na razvoj metode kot celote, ne? In danes, če pogledaš za nazaj v ta proces, ki je bil te spremembe, kaj bi rekel, na kaj si najbolj ponosen? Najbolj ponosen na to, da sem lahko izstopil iz funkcije reševalca, kot pa zaradi specifičnega otroštva, odnosov, v katerih sem rastel, ker je bilo ogromno soodvisnih vlog. Je seveda moja percepcija sploh na podzavestni ravni in način delovanja bil tak, da če nekdo rab pomoč, mu jo daš, gledaš prvo na njega, pol na sebe. Seveda se pa potem hitro lahko zgodi, da preveč pomagaš in seveda potem postaneš odvisen od tega. In ta soodvisna vloga, vloga kroničnega reševalca je bila močno izražena. Seveda je bila tudi en od razlogov, da sem sploh šel se učiti klinično somatiko najprej, ker sem imel takrat močne težave v levem boku,
levi nogi, nestabilnost, nedokončanost in zdaj vem za nazaj seveda nezmožnost postavitve mej. Ker če sem postavil mejo staršem, sem dobil močen negativen odziv, nehvaležnosti, prepotentnosti, neprimernosti vedenja in jasno, da čeprav si mogoče zavestno celo vedel, da to ni prav, nisi mogel se postaviti zase na tak način in seveda se potem tudi navadiš na to in to spremeniti, spoznati skozi razvoj AIQ-ja lastno vlogo in jo potem v večletnem sistematičnem delu na sebi postopoma zmanjšati do te mere, da sem lahko postavil take močne in točno določene meje, kot so zdaj v 2.0. To je tisto bistvo, na kar sem najbolj ponosen. Seveda pa vidim že tudi konkretne spremembe, tako pri sebi, pri svojem zdravju, pri svojih odnosih, pri medsebojnih odnosih z ljudmi, s katerimi sem blizu, pa s katerimi tudi sodelujem. Tako da potem tudi na osnovi tega dobiš jasne potrditve, da so to bile pravilne odločitve, ki sva jih skupaj s partnerko speljala, ker sam tega itak brez nje niti ne bi mogel speljati, ker takih konkretnih in korenitih sprememb, če se jih lotiš brez ženske desne polovice pa ženskega telesa, si v bistvu obsojen na neuspeh. In tako da smo v bistvu to skupaj dosegla. In to mi je tudi mogoče še, če zdaj razmišljam, sem na to še bolj ponosen, ker v mojih družini, izvorni družini pa v prednikih tega medsebojnega sodelovanja med moškim in žensko v bistvu ni bilo, oziroma če so sodelovali, dokler je bilo treba se boriti za preživetje. Potem je pa, kar je seveda tudi povsem razumljivo in jih tudi razumem, zakaj je tako bilo, ker v takratnih okoliščinah kaj veliko več se niti ni dalo dobiti, ampak zdaj so pa okoliščine tako drugačne, da je potrebno tudi seveda metodo, ki jo uporabljamo, da ljudem omogočamo, da drugače razumejo sedanjost in preteklost ter zmanjšajo sposobnost ali pa potrebo, da njihova podzavest iz prihodnosti ustvarja preteklost, da se ponavljajo napake, spremenijo. Sem seveda mogel tudi sam napake, ki so jih vede ali ne vede počeli moji predniki, in sam zmanjšati ter ustaviti ali pa preprečiti, kar seveda pa sam moški enostavno ne more narediti. In kako bi rekel, Aleš, da je AIQ 2.0 drugačna od AIQ metode, ki smo jo poznali do sedaj? V bistvu je namenjena učenju. Vse tudi AIQ prej je bil namenjen učenju, sam v bistvu je bilo učenje zmešano, združeno skupaj z reševanjem. Pogosto so se pa dogajali tudi, da je to reševanje prišlo v izkoriščanje. In seveda, ali so stranke izkoriščale AIQ metodo, ali so pa AIQ učitelji izkoriščali stranke. In seveda ta sprememba v izključno učiteljski sistem, ki skozi pravilnike in sistem šolanja učiteljev sistematično zmanjšuje, ali pa najprej bi rekel, da razkrije in potem zmanjša soodvisno ali pa narcistično vlogo, ki jo ima vsak od nas, ki je bil, lahko bi rekli, travmatiziran ali pa zlorabljen v otroštvu, da to zmanjšuje in seveda bolj ko kandidati za AIQ učitelje, pa tudi AIQ učitelji znotraj sistema šolanja v AIQ skupinah, ki so zdaj pač dodane v šolski sistem, oziroma so postale osnovna celica šolskega sistema, prepoznavajo, v katerih okoliščinah se vedejo kot kronično soodvisne osebe, v katerih okoliščinah se vedejo kot kronično narcistične osebe, in potem to v skupini
samostojno ali pa pod vplivom mentorja spoznajo, sprejmejo in potem odpravljajo. Seveda dobivamo vedno več učiteljev, ki lahko učijo in znajo začutiti, kdaj iz vloge AIQ učitelja prestopijo v vlogo reševalca, žrtve ali pa storilca. In to je v bistvu glavna razlika, ker ko AIQ učitelj ostane AIQ učitelj, tudi ko je pod pritiskom stranke, da ne spremeni svojo vlogo iz učiteljske v neko drugo. Ker zdaj pač, če ima nekdo kronične težave v svojem življenju in delovanju, potem je seveda kronično neučinkovit v vedenju in v medsebojnih odnosih in se vedno postal, zdaj sem že v prejšnjih podcastih razlagal, gre v to Karpmanov trikotnik drame, ker če že gledamo samo kronične težave, ki jih imamo, ali ne si bojo to kronična telesna stanja, vedenjska stanja, psihološka, odnosi in podobno, je vedno drama. Če imamo kronične probleme, smo v drami. In če hočemo biti v drami, moramo biti vsaj v eni od 3 vlog, se pravi žrtve, storilca in reševalca. In učitelj pa ni ne eno, drugo, ne tretje. In edino, če v dramo nekoga, ki išče pomoč, ki išče znanje, ki išče sposobnost, da ga nekdo uči, kako zazna, kdaj je žrtev, kdaj je storilec, kdaj je reševalec in potem zna izstopiti iz te kronične vloge, najprej v akutno, pa da to prekine, seveda gre lahko ven iz svoje drame in ko gre ven iz drame, se kronične težave pač zmanjšujejo in potem tudi jih ni več. Seveda je bilo treba učitelje naučiti oziroma jih ustvariti sistem, ki smo ga s partnerko razvila, v katerem se učijo biti učiteljni. In to ne samo teoretično, skozi poznavanje teorije, seveda je tudi to, ampak skozi kvalitetno medsebojno sodelovanje, ki v skupini v bistvu ustvarja nekaj, kar smo poimenovala AIQ fuzija, da se v skupino vlaga in da potem iz te skupine v tej skupini ustvarja dovolj visoko čustveno zrelost, ki je nad čustveno zrelostjo okolja, v katerem učitelj običajno dela, da lahko dobi v skupini vzgled, kako se vede čustveno zrela oseba in potem ta vzgled in prakso, ki jo v skupini dobi na najlažji možen način, zaradi tega, ker je v skupini skupen interes, da vsi dvigujejo čustveno zrelost in se s tem tudi nadpovprečno ukvarjajo, več kot recimo družinski člani ali pa ljudje, sosedi, družina, ožja, širše sorodstvo in podobno, ali pa v službi. In skozi to AIQ fuzijo oni sami dvigujejo čustveno zrelost in ko jo dvignejo, ko se v bistvu jasno vidi, da je njihov trend delovanja v AIQ skupini pozitiven in izboljšujejo čustveno zrelost, te prenesejo pritiske, ki so za to potrebni in znajo prepoznati potrebo podzavesti, da jih v bistvu potisne v strah pred zapuščenostjo ali pa v strah pred sproščenostjo. Potem v bistvu grejo lahko na licenčni izpit in na licenčnem izpitu potem dokažejo in pokažejo napredek v čustveni zrelosti in če je primeren, potem šele dobijo licenco. Včasih prej je bilo pa tako, da ko je učitelj naredil seminar, je dobil certifikat, licenco in je bilo samoumevno ali pa se je predvidevalo, da bo potem nadaljeval razvoj čustvene zrelosti, ampak se je potem v praksi pokazalo, da pogosto temu ni bilo tako. In je bilo treba pač sistem narediti kot tak, da ne dopušča zlorabe AIQ znanja. Če sva hotela v bistvu zaščititi, da AIQ ne bi postal še ena od metod, ki so nekaj obetale, pa so se pol v bistvu zaradi notranje entropije razpadle ali pa so se spremenile iz metod, ki pomagajo v metode, ki odmagajo ali pa omogočajo zlorabo. Tako da glavna razlika je v bistvu ta sprememba
šolanja in nedvoumno jasna določitev, kdo je za kaj odgovoren. In da skozi šolanje v bistvu učitelji dovolj zgodaj opazijo, kdaj imajo oni sami tendenco, da se postavijo ali v vlogo rešitelja, ali v vlogo storilca, ali pa tudi v vlogo žrtve. In seveda prej in bolj jasno, ko sami to opazijo, ali pa bolj, ko to odpravijo skozi delovanje v AIQ fuziji, lažje tudi pri stranki opazijo njene zavestne ali pa podzavestne pritiske, da učitelj prevzame vlogo tistega, ki stranki manjka, da bi se njena podzavest počutila normalno. Ne? In potem je verjetnost, da pride do zlorab medsebojnega procesa učenja med učiteljem, med AIQ učiteljem pa stranko v katerikoli smeri bistveno nižja. In to je tisto osnovni predpogoj, ki se nama je skristaliziral že pred letom pa pol, da če hočemo napredovati v učenju kvalitetnih medsebojnih odnosov, da je potrebno v bistvu razviti sistem, pri katerem bo AIQ učitelj imel višjo celostno čustveno zrelost in predvsem to, da ne bo igral vlogo čustveno zrele osebe, ki dejansko nima višje čustvene zrelosti, ampak višjo čustveno inteligenco. Ker med čustveno inteligenco pa zrelost je pa glih razlika v vlogi telesa. In pogosto je bilo tako, seveda je pa tudi na strani strank pritisk ta, da ga ne uči nekdo, ki ima višjo čustveno zrelost, ampak višjo čustveno inteligenco, ker potem lažje greš samo plitko v problem, ustvariš iluzijo ali pa neko kuliso, da delaš na sebi, da se spreminjaš, v resnici pa ta sprememba ni taka, ki bi mogla biti, ampak je bolj površinska, kratkoročna in potem dobimo v bistvu spet to, da s takim pristopom, ki bi preveč šel na roko strankam, iz AIQ-ja v bistvu delamo nazaj somatiko. Ker je pa somatika enostavno ni iz mojih izkušenj in iz mojega vidika dosedanjega dela nima dosti močnih vplivov, da bi lahko spremenila bolj kompleksne težave, bolj globoke kronične probleme in delala ali pa pomagala ljudem, ki imajo močnejše težave, da se postopoma dovolj spremenijo, da grejo iz lastne drame, iz lastnega karponovega trikotnika ven in postanejo sami sebi učitelji. Torej po tem sistemu bi jaz lahko, kar sem zdaj zaznala vmes, kot si to razlagal, rekla tudi, da je to v dobrobit neki zaščiti, varnosti večji, tako za nas učitelje AIQ metode, kot tudi za same stranke, ki prihajajo k nam. Ne? To je tako, kot pri, ne vem, uporabi strojev ali naprav. Močneje, bolj učinkovita, ko je naprava ali stroj, bolj so pomembna varnostna pravila, pravilen način uporabe in zavedanje, kaj je pravilna in nepravilna uporaba. Ne? Ker če imaš močnejše, ko je orodje, močnejši, ko je vpliv tistega, s čimer rokuješ, več lahko narediš koristi ali škode. Seveda je odvisno od tega, kako to uporabljaš. In je bilo, če primerjam recimo vpliv klinične somatike, ki sem jo izvajal tam v 2010, 2011 do 2015, pa pol AIQ-ja, recimo 2017, 2018 je bilo že tukaj en velik korak naprej. Če primerjam vpliv AIQ-ja 2017, 2018 s tem, kaj je lahko ob pravilni uporabi in dovolj visoki čustveni zrelosti učitelj pomagal strankam 2023, je bil spet velik korak naprej. Potem pa, ker je tako, klinična se ukvarja z osebo, eno samo, in se v bistvu ne ubada z čustveno zrelostjo, ne ubada se z medsebojnimi odnosi, ampak je njen namen zmanjšati senzorno motorno amnezijo, na ta način v bistvu zmanjšati kronično napetost v telesu, da se človek lahko bolj sprosti in se umiri in je bolje. In za recimo določene kronične težave je to zadost, da pride do izboljšanja in za veliko ljudi je to čisto v redu.
Ker seveda, če greš pa globi, če greš v AEQ vode, ne, v AEQ vpliv, potem pa seveda lahko spoznaš, da si za te kronične težave dostikrat sam odgovoren, ne, ali pa da v bistvu en del tebe, tvoja zavest želi biti brez njih, na podzavestni ravni pa ne znaš biti brez njih, ker si živ recimo v okolju, ker so bile določene kronične težave, ki jih starši ali pa drugi predniki niso znali urediti in si se rabil na njih navaditi, mogel na njih navaditi in seveda zdaj se jih pa ne moreš odvaditi. Ne? In dostikrat taki ljudje iščejo neko delno rešitev, neko bliž, to, da je boljš, ali pa da mu ni tako hudo, še zmeraj ga pa to ne porine da bi bolj globok in bolj na širok videl, v kakem stanju je, pa predvsem, da bi spregledal, kak je njegov vpliv na to, da je tako, in bi šel potem v samostojno učenje sebe in bi, tako kot sem prej razlagal, iz storilca, reševalca ali pa žrtve postal učitelj sebe in bi se naučil s pomočjo recimo AEQ učitelja, v tem primeru, če uporablja ta pristop, kako iti ven iz tega in se spremeniti. In seveda je bilo potrebno drugače postaviti, ker je vpliv, sploh pa zdaj recimo, ko vidim, kakšna je razlika, kakšna razumevanja, kakšne spremembe dosegajo učitelji, ki delujejo v 2.0 zaradi drugačnega delovanja šolskega sistema. Ne. Seveda se bo in se je že na ta način vpliv in učinek AEQ 2.0 še izboljšal, bo še močnejši, ker pomeni, da bojo ljudje v hitrejšem času lahko dojeli dejansko stanje in sprejeli in uporabili vaje in filozofijo, da se spremenijo tako metode kot dihanja, kot odnosov, kot AEQ vaj. In je pa potrebno seveda imeti še bolj točna in jasna pravila, zato da ne naredimo recimo AEQ je orodje, več škode kot koristi, ker pa je pa sama metoda nesmiselna. In je logično, da potem tudi pristop, pravila, struktura, notranji ustroj ne more biti enak, kot je bil 2 let nazaj, ali pa 5 let nazaj, ali pa 10 let nazaj, in tudi čez 2 let, ali pa čez 5 let, ali pa čez 10 let bo skupaj z novimi obzorji, novimi področji, ki jih drugačna, bolj stabilna struktura odpira, jih že odpira, pa jih še bolj bomo seveda ta pravila konstantno morali prilagajati, ker če jih ne, pa v bistvu spustimo entropijo v sistem, ki je namenjen odpravi entropije, kar je pa kontradiktorno že po definiciji. Ne. In je seveda potrebno dojeti, da red more biti. Seveda je treba pa, ker to tisti, ki spremljajo podcaste ali pa moje razlage, vejo, da kar naprej ponavljam to razliko med uporabo, izrabo in zlorabo. Ne. Seveda tudi red je treba uporabljati, ne pa izrabljati ali zlorabljati. Ne. In seveda zato moramo tudi mi, ki postavljamo to ureditev, paziti na to, da je reda glih prav. Ker če ga je premalo, ni dober, ne, če ga je preveč, se pa to vse skupaj pa spremeni v eno diktaturo. Seveda, pogosto se pa določeni bolj striktni urejenosti, ki je nujna, če hočemo omogočati sebi in drugim sintropijo, zaradi neprijetnosti in zahtev, ki jih mnogi ne želijo ali pa ne morejo izpolniti, se lahko seveda tak sistem hitro poimenuje diktatura, čeprav ni. In seveda je tudi konstantno delo na sebi, pa izboljšanje lastne čustvene zrelosti in nižanje lastne senzorno-motorne amnezije je tisto, ki tudi nama s partnerko omogoča, da vidiva, do kje je dost, kdaj je preveč, kje je premalo, in na ta način v bistvu oblikujeva sistem, ki potem uporabnikom pomaga
pravilno uporabiti in s tem v bistvu tistim, ki želijo in ki jih hočejo sprejeti tak pristop, da ga uporabijo. Ostali bojo pa imeli na razpolago tudi sistem AIQ somatike, ki bo omogočal skozi pasivno uporabo, kjer ne bojo sodelovali AIQ učitelji, ampak boste se to učili iz knjige ali pa z aplikacije, izboljšati svoje razumevanje senzorno-motorne amnezije in prej začutiti in prepoznati, v kateri točki bi bilo pa zdaj dobro narediti korak naprej v AIQ metodo, ter v bistvu se iti učiti čustveno zrelost. Potem bi pa lahko po lastni presoji in zmožnostih kombinirali, pa mogoče bi nekaj časa se učili AIQ metodo, pa bi dosegli določene napredke, pa bi rabili neko, recimo temu, aklimatizacijo. Zdaj, ko dviguješ čustveno zrelost, se višaš in zdaj, ko greš na višji nivo, seveda imaš drugačen razgled, ne, vidiš več, kar dostikrat ni tako fajn, ko je slišati, ne, ker lahko vidiš ne samo tisto, kar je lepo, ampak da tisto, kar ni lepo. In pol je treba tudi znati postaviti mejo napredku, reči, v redu, zaenkrat sem prišel do sem. To, ko recimo te, ki plezajo po visokogorju, ne more kar v enem šusu od spodaj do vrha, ampak mora vmes imeti te bazni tabor, pa aklimatizacijo, pa vse to, ker če ne spoštuje teh pravil, pride do višinske bolezni in se mu zvrti in lahko v bistvu gor ostane za večno. Ne? In pol tistega osvajanja vrhov se dobimo tragedijo. Ne? In glede za to razvijamo oba sistema, AIQ somatiko kot poenostavljen sistem, ki je namenjen osnovnem zmanjševanju SMA, pa prepoznavanju dejanskega stanja, ki potem lahko osebi omogoča, da prepozna vlogo kroničnega reševalca, storilca ali pa žrtve in potem lahko vstopi v AIQ metodo, ter s pomočjo AIQ učiteljev postopoma dviguje svojo čustveno zrelost in na tak način z minimalno možnostjo zlorabe sebe ali drugih, ali pa da drugi zlorabljajo njo, doseže tisti postopen napredek, potem se pa umakne lahko za mesec, dva v somatiko, pa se nazaj vrne v metodo in iz prakse in iz tudi teorije, kako živčen sistem deluje, kako možgani delujejo, kakšen je vpliv okolja na telo, kako pa sprememba telesa zaradi spremembe okolja vpliva na živčen sistem, kako potem drugačen živčen sistem vpliva na možgane, kako drugačni možgani vplivajo na zavest. Je ta pristop tisti, ki bo v bistvu omogočil in dal bistveno lažjo pot celostne spremembe, ki pa danes v času, v katerem živimo, v bistvu nujno potrebna, ker tudi sami vidimo, da smo zdaj živeli kar nekaj časa, 15, mogoče celo več let v okolju, kjer pravila niso bila pravila, kjer so bila bolj priporočila, kjer si je vsakdo dovolil lahko vse. Sami pa vidimo, da nas to ni pripeljalo v Shangri-La ali pa v Indijo Kormandijo, ampak v bistvu smo prišli zdaj v situacijo, kjer se vedno bolj išče in zahteva odgovornost, poštenost, resnicoljubnost, ker v bistvu z manipulacijo, prikrivanjem, pretvarjanjem, ponarejanjem sicer lahko dosežeš nek kratkoročen uspeh, ki pa sedi na zelo, pa stoji na zelo trhlih nogah in se potem seveda temu primerno razpade. In glih to je bilo potrebno tudi v AIQ-ju preprečiti s tem, kar smo letos v bistvu naredili in v bistvu dosegli. Zdaj pa seveda na teh bolj zdravih temeljih gradimo naprej širšo, višjo in boljšo metodo. Okay. Pa imaš občutek, preko si omenil pravila, da se lahko skozi čas seveda še spreminjajo, ker gre za živo stvar, da se bodo s časoma ta pravila zaostrovala, ali imaš občutek, da se bodo bolj mehčala? Mislim, da se bojo mehčala, ker se bodo pravila življenja zaostrovala. Ker vedno imamo kontraste.
v vsaki stvari, če gledamo fizikalno, imamo vedno nasprotja. In seveda bolj, ko družba deluje, bi rekel, sproščeno, čeprav če nisi odgovoren, pa če ne znaš točno definirati, kakšna je tvoja vloga, kako ti vplivaš na druge in kako drugi vplivajo na tebe, lahko rečeš tem sproščenost, lahko rečeš tem svoboda. Že Thomas Hanna je rekel, napisal v enem članku, mislim, bilo te 83-84, da pač svoboda pomeni, da znaš prevzeti odgovornost za svoj vpliv na okolje. In današnji pojem svobode pa je, da v bistvu delaš, kar hočeš. In da te to, kar delaš, da te ne zanima, kako to vpliva na druge. Da reciprocitetnost je v bistvu bila nekaj, kar je bilo bolj enostransko, in zaradi tega, ker je bilo okolje preveč neurejeno, preveč pač, koliko sam misliš, da je najbolj dober. Seveda morajo biti tudi pravila, če hočeš, oziroma tako rekel, vidimo lahko, da zaradi preveč nedorečenih pravil, ki si jih vsakdo interpretira po svoje, in potem zaradi tega, ker nepravilno uporablja nekaj, pa ni zadovoljen z rezultatom, s prstom kaže na druge, nas je pripeljalo v to, da imamo vedno več kroničnih težav. Tako telesnih, kot vedenjskih, kot v odnosih. Vsi vemo, da so stvari vedno bolj kronično neurejene. Govorimo lahko o notranjem partnerskem odnosu, ali pa če imamo čisto na začetek, imamo kronične težave že z delovanjem mitohondrijev, to je tisto osnovni, najbolj bazičen del človeka. Te težave se potem prenašajo v nepravilno delovanje možganskih polovic, neurejen odnos med možgani, med zavestjo pa med telesom, neurejena funkcija podzavesti, ki v bistvu prevzema preveliki delež nadzora nad vedenjem, in potem v bistvu zavestno hočemo eno, podzavest deluje drugače in smo spet nezadovoljni. Neurejen interni partnerski odnos, neurejen eksterni partnerski odnos, neurejeni odnosi med starši pa otroci, neurejeni odnosi med starši, nered, nepravilno postavljene meje, ali jih je premalo, ali jih je preveč. V obeh primerih iščemo equitas, pravi IQ, ravnovesje. In seveda, če hočeš v takem okolju, ki ima kronične težave zaradi kronične neuravnovešene neurejenosti, je treba pač protistrup pa zdravilo za to dati, da daš urejene, primerne in izvedljiva pravila, in s tem primerno tudi disciplino. Seveda, fizika pa tako deluje, ko je kot nihala in ko preveč zanihamo v eno smer, zdaj smo recimo šli zelo močno v smer nereda in imamo zaradi tega kronične težave, vedno večji odstotek ljudi dojame, da ni rešitev v permisivnosti, v lahko rečemo tudi demokraciji. Že grški filozofi so definirali, da mora biti tudi v demokraciji red. Če ga je preveč, potem dobimo diktaturo, če ga je premalo, dobimo pa razpuščenost, ki pa nobeno ni pa dobro. In zdaj pač se bo klatno že začelo, po mojih ocenah in izkušnjah, že predlani, lani še bolj, letos pa še bolj premikati nazaj v smeri, da vedno več ljudi dojema, da red mora biti. In seveda, bolj ko bo okolje dojelo pomembnost tega reda, bo lahko seveda tudi IQ pravila mehkejša, ker bo ljudem samoumevno se vesti na določen način in jih ne bo treba v to siliti ali pa pogojevati. Če hočeš imeti naziv IQ učitelj, moraš se držati teh pravil in se moraš zavezati pogodbeno z podpisom in odgovornostjo, da sprejmeš tudi kazni, če teh pravil ne moreš ali pa nočeš se jih držati.
tega ne bo več treba, ali pa bo seveda lahko bilo omiljeno, tako da jaz na osnovi tega predvidevam in sem v bistvu prepričan, da bojo pravila v prihodnosti milejša. Ne pa, da jih pa več ne bo, ali pa da bo to vse skupaj postalo, sem bolj tako priporočam ti, da delaš to pa to. To je bilo. Ja, in se ni obneslo. Ja. Že prej si omenil AEQ 1.0, pa bi te želela vprašati, da bodo poslušalci boljš razumeli, kakšna je pravzaprav razlika med AEQ 1.0 in AEQ 2.0 in kakšna je razlika v vplivu na uporabnika? 1.0 je v bistvu prehodna faza za učitelje, ki še niso pripravljeni iti v 2.0 sistem. Lahko bi rekli, je milejša verzija 2.0 in je bolj urejena od AEQ brez številke, se pravi tistega, ki je bil prej. Zato v bistvu tudi AEQ navaden ga več niti ni, kar se učiteljev tiče, obstaja samo 1.0 ali 2.0. In vsak učitelj je imel možnost zbrati, ali gre v 1.0 v neko milejšo verzijo 2.0, zato da se privadi na drugačen način delovanja. Tukaj v bistvu ni toliko obveznosti. Obveznosti sicer so, ampak jih je veliko manj kot pri 2.0. In hkrati lahko opazuje tiste, ki so šli v 2.0, da na njihovem razvoju, na njihovih izkušnjah in na njihovih spremembah vidi, ali to, kar piše, se tudi potem v praksi zgodi. In seveda, kaj je potrebno vložiti, dati, da lahko si del AEQ fuzije. In seveda potem, ko enkrat skupina to fuzijo vzpostavi, potem pa lahko seveda iz te skupine, tako kot sem že prej razlogal, dobi ogromno količino sintropične energije, s katero lahko potem pozitivno vpliva na kronične probleme v svojem življenju izven AEQ skupine in seveda bolj kot to zna, lažje in bolj kvalitetno dela z uporabnikom. 1.0 so učitelji, ki so sprejeli odgovornost in pripravljenost, da bodo uporabljali AEQ v skladu z navodili za uporabo in v skladu s tem, kako je AEQ zamišljen. Ker ena od posledic takega načina življenja, ki se je razvil v zadnjih 20-25 letih, po moji oceni je glavni razlog, da smo tak način življenja razvili ravno digitalizacija delovanja celotne družbe ali pa tudi seveda kulture in vsega ostalega. Ker če gledamo, kaj je digitalizacija, je večji red. Je bistveno višja urejenost, in zaradi višje urejenosti je višja zanesljivost. In bolj, ko smo imeli zanesljive naprave, bolj smo mi lahko se sprostili in postali nezanesljivi, pa se zaradi tega ni zgodilo nič slabega. Čist primer, če gledamo recimo avto, ko imate noter sodobne sisteme za asistenco, so aktivni tempomat. In če bi vprašali recimo enega inženirja, ali bi lahko tovarna naredila aktivni tempomat, ki deluje tako kot te današnji tempomati, če ne bi bilo noter digitalne tehnologije, se pravi čipov, pa binarnih števil in podobno, da bi to lahko delovalo na analognem sistemu, bi vam rekel, da ne. In seveda, če ima voznik aktiven tempomat v avtu, je lahko sam veliko bolj sproščen za volanom in lahko rečemo, da je manj pozoren na okolje, da se vede manj odgovorno kot voznik, pa zaradi tega ne bo naredil prometno nesrečo. Seveda, prometno nesrečo lahko naredi, če zlorablja aktiven tempomat ali ga izrablja, se pravi, da ga uporablja prevečkrat ali pa da je zaradi tega preveč nepozoren, ker može pa še zmeraj biti nekaj. Ne? Ampak tukaj je spet njegova stvar, njegove odraslosti, zrelosti in odgovornosti. Zdaj, ker je ta digitalizacija in prenos odgovornosti za zanesljivo delovanje se prenesla na tehnologijo, smo mi šli v eno obdobje, kjer smo v bistvu postali
nezanesljivi, nezreli in tudi seveda nezaupanja. Niso nam dali več toliko zaupati. In seveda je potem prišlo do vedno več takega vedenja. In pri 1.0 je to zaupanje, so v bistvu pogodbeno učitelji sprejeli, da dovolj zaupajo samemu sebi, da bodo AIQ pravilno uporabljali in da jim lahko s tem, ker so oni pogodbeno uredili svoj odnos do AIQ-ja in razumejo, kako se naj bi AIQ uporabljal. Ker seveda, če hočemo preprečiti izrabo ali zlorabo nečesa, je potrebno razumeti, kaj pomeni uporaba. Ker če razumeš, kaj je uporaba, pa lahko določiš, da vse ostalo je pa pol verjetno ali pa bolj ali manj očitno izraba ali zloraba. In 1.0 je bolj jasno določil, kaj je uporaba in s tem tudi dal vsakemu učitelju možnost, da sam ve in začuti, spozna, sprejme, se zave, kdaj AIQ uporablja, kdaj ga izrablja in kdaj ga zlorablja in potem seveda lažje neha z izrabo pa zlorabo, ker seveda je najprej koristno za njega, ker težava je pa ta, da če nekaj zlorabljamo, vedno pride kazen, ki jo pa ne plača nujno tisti, ki zlorablja, ampak lahko tudi nekdo drug. Odvisno. Pogosto je recimo, da starš nekaj zlorablja, kazen dobi pa recimo otrok. Seveda zdaj lahko tukaj debatiramo, ali to pomeni, da če starš nekaj zlorablja, pa otrok trpi, ali ni tukaj tudi starš kaznovan, ker gleda, kako otrok trpi. V bistvu tehnično gledano je, če se pa ne zaveda, zakaj otroku ni dober, je pa vprašanje, če je res kaznovan. Je kaznovan, tako, če gledamo celostno, lahko pa sam tega se ne zaveda, pa kaj še večji problem je to, da če ne zaveda se lastne zlorabe, ki jo izvaja, ker je na podzavestni ravni ta zloraba del njega, kako lahko sploh pomaga otroku, da ni kaznovan zaradi zlorabe starša. In zdaj, bolj ko se zaveda AIQ učitelj, kaj pomeni uporaba, manjša je verjetnost, da bo zlorabil. In seveda je potem to za stranko koristno in v bistvu omogoča, da AIQ pri uporabi povzroča vedno več koristi, pa vedno manj škode. Pri 2.0 je pa to seveda še za eno stopnico, kar veliko stopnico drugače, ker tam so pa v bistvu obrazlage, zakaj so pravila taka, ko so, zakaj se od učiteljev zahtevajo stvari, ki jih v pravilih zahtevamo, take, da v bistvu jim pravila pomagajo njihovi zavesti v procesu spreminjanja podzavesti. Ker seveda v klinični somatiki ali pa tudi v HANA somatiki podzavest ni imela neke funkcije. In v bistvu je bil senzorno-motorna amnezija pojav, ki ga je HANA definiral, ki ga pač imaš v možganih in vpliva na to, da določene stvari ne čutiš, pa bi jih mogel, ali pa da določene stvari bi mogel zavestno narediti, pa jih ne narediš, če ima senzorno ali pa motorno amnezijo. Pri AIQ-ju, tako kot sem že tudi v podcastu o AIQ vajah razlagal, smo šli ne eno, ampak več nadstropij bolj globok, sploh z dodajanjem odnosov, ker v bistvu potem vidimo, da senzorno-motorna amnezija v odnosih pomaga ohranjati ali pa poglabljati določeno senzorno-motorno amnezijo v internem odnosu in obratno. In seveda je skladno z razvojem AIQ-ja tudi pomen podzavestnega dela sistema in v bistvu kako moč ima podzavest, da opravlja svojo funkcijo, katere je, da v prihodnosti poustvarja preteklost in nas s tem sili ali pa nam omogoča, da se ne spremenimo, da ponavljamo napake ali pa da tudi ponavljamo dobre stvari, ker podzavest lahko nam pomaga, da nekaj, kar je v redu, ponavljamo ali pa da nekaj, kar ni v redu. In zdaj glavna razlika ali pa glavna namen AIQ je tudi to, da skozi dvig čustvene zrelosti in zmanjševanje senzorno-motorne amnezije lažje ločiš, kaj od tega, kar imaš v sebi, je dolgoročno koristno, kaj je dolgoročno škodljivo in se potem seveda ukvarja s tem, da tisto, kar je koristno, ohraniš ali pa celo
potenciraš, tisto, kar je škodljivo, pa odpravljaš. In razlika med dolgoročno koristnostjo pa škodljivostjo in kratkoročno je običajno glih kontra. In nekaj, kar imaš občutek, da je kratkoročno koristno, se običajno izkaže, da je dolgoročno škodljivo. Nekaj, kar se ti zdi pa kratkoročno škodljivo, je pa dolgoročno koristno. In glih v funkcija podzavesti glih v tem, da to ohranja. In je bilo seveda potem potrebno razviti sistem, ki bo AIQ učiteljem omogočal, da bodo lažje prepoznali, kaj v njihovih podzavestih je dolgoročno koristno, dolgoročno škodljivo. In v 2.0 je sistem tako postavljen, da v bistvu dolgoročno nima izbire, kot da ali konkretno spremenijo svojo podzavest ali pa ne morejo naprej. Tako da se ne more več zgoditi, da nekdo doseže določen naziv, AIQ učitelj take in drugačne stopnje in smeri, v bistvu pa ni dvigoval čustveno zrelost, ampak je v bistvu dvignil čustveno inteligenco, ki jo je predstavil kot višjo čustveno zrelost. Kar pa seveda potem dolgoročno pomeni, da sicer se trudi in poskuša pomagati, ampak v resnici pa ne omogoča celostne spremembe pri stranki, ker tudi sam ni te celostne spremembe razvil ne pri internem, ne pri eksternem partnerskem odnosu in seveda je treba to, če hočemo ob 20-letnici AIQ-ja imeti še boljši, še bolj učinkovit sistem, kot je zdaj bilo treba definirati, sprejeti, da obstaja, kljub temu, da noben si tega ne želi. Ne? In potem, ko nekaj opaziš, pa sprejmeš, da obstaja, si lahko začneš postavljati prava vprašanja in na prava vprašanja, pa seveda lahko sem na prava vprašanja, da dobiš prave odgovore, kar je v bistvu realno gledano, če bo mogoče slišati drugače, še najlažji del. Ker, dobiš prav odgovor, super. Ne? Zdaj treba pa to speljati v prakso, tam pridemo pa do sprememb. Pri sprememb pa imamo pa osnovni trojček. Ne? Sprememba sproži odpor in če hočemo spremembo speljati, moramo vložiti napor. In zdaj seveda del tega napora je tudi to, da prideš do pravega odgovora. Ker že prav odgovor je sprememba v primerjavi s prej, ko nismo v pravih odgovorov. Ampak je še zmeraj to, ker odgovor je še zmeraj nekaj, kar nima mase. Je misel, so besede, je nek občutek, ima neko maso, ampak je ima mal. Ko pa hočeš odgovor narediti v celostno spremembo, ker čim govorimo pa o celostni spremembi, je pa zraven vklopljen telo. In telo ima pa več mase, veliko več mase, ko pa misel, odločitev ali pa tudi, če nek prav odgovor dobiš, pa si ga napišeš na list papirja, ima to neko težo. Že tukaj vidimo, da če nekaj je napisano, ima več teže, kot pa če je povedano. Ker ko je nekaj napisano na papir, daš to na vago, pa ti bo pokazal par gramov, odvisno, koliko je tega teže. Ka ustni pa pisni dogovor. Ne? Ja. Ampak v preteklosti, ko je bilo neurejeno, nezanesljivo okolje, ker nisi se mogel zanesti na digitalno tehnologijo, pa na aktivni tempomat, ampak si v bistvu bil udeleženec v prometu, si pričakoval in zahteval, da so se v prometu vsi bolj odgovorno vedli. In tisti, ki se niso, seveda so bili tudi temu primerno veliko bolj strogo kaznovani kot danes. Vidimo pa dostikrat na sodiščih, kako se to pol vse skupaj neko farso spremeni in da tisti, ki so krivi, se znajo zmuzniti in niso kaznovani, niso odgovorni in pa seveda to samo povečuje neko splošno kulturo neodgovornosti pa prelaganja krivde za to, da nekaj ni v redu na druge, kar pa seveda potem vodi v večji kaos in pa ta kaos kot posledica, kot reakcija na kaos mora biti pa strožja pravila. In seveda, kot tukaj v 2.0 učitelj sprejme in se drži teh pravil, mu sistem pomaga zmanjšati negativen vpliv njegove podzavesti na to, da mu težje otežuje celostno spremembo. Plus, tako sem že na začetku povedal, bolj ko imaš jasna in točna pravila, ki ravno prav
omejijo okolje, v katerem si, v takem okolju v bistvu začne delovati desna možganska polovica, ne? Ker desna možganska polovica ne prenese odprtosti, ker se počuti preveč v nevarnosti, preveč je strah in te osnove delovanja, tako sem že večkrat na podcastih razložil, desne možganske polovice je, da osnovno čustveno stanje desne možganske polovice je strah, zaradi tega, ker je njena osnovna funkcija, da nas zaščiti pred potencialno nevarnostjo, še predno pridemo v nevarnost. In seveda, če si predstavljamo desno možgansko polovico, kot je tak sistem, ki skozi gleda, kaj se okrog dogaja in išče, ali je lahko to narobe, ali lahko narobe, kaj pa če se to zgodi, kaj pa če se ono zgodi, pa si predstavljamo, da tak sistem damo nekam na odprto, ker lahko karkoli pride do njega, karkoli se lahko zgodi, dobimo kaj, paniko, dobimo, da zablokira. In ko imamo desno možgansko polovico zablokirano, ne moremo prepoznati, da smo kronični storilci, kronične žrtve ali kronični reševalci in dejansko ne prepoznamo, da smo v drami, kronični drami. In kronična drama pa za sabo potegne kronične težave z zdravstvene, vedenjske, psihične odnosih. In namen ko je pa glih, da to spremeni. Zato je treba postaviti meje, ki pa seveda ne smemo narediti zapor ali pa grobnico, ali pa jo pa spet, če preveč omejiš, jo pa spet onemogočiš, da vidi več in da te z tega, kar več vidi, ti da idejo, ali pa lahko rečemo tudi intuicijo, zakaj je tako. In glih pravila, ki so v AEK 2.0 so v bistvu postavljena na tak način, da omejijo okolje, v katerem deluje desna možganska polovica, zato da jo aktivirajo. In se potem skladno z tem, kot desna možganska polovica skupaj z levo in celotnim telesom in partnerskim odnosom, v katerem učitelj deluje, krepi, se potem te meje počasi širijo in lahko vedno več vidi in ostane umirjena, ostane v parasimpatičnem stanju, zato da lahko dojame določene stvari in potem iz tega, kaj je dojela, lahko levi možganski polovici da nalog, zdaj pa naredi to, pa to, pa to. In pa v bistvu postaneš bolj učinkovito v reševanju problemov, ker je pa bottom line pri AEQ-ju, da z dvigom čustvene zrelosti in z sproščanjem, zmanjševanjem senzorno-motorne amnezije postanemo bolj učinkoviti v reševanju problemov. In pri somatiki pa tega ni, ker tam pa je samo SMA, ni pa čustvena zrelost in potem seveda tam ne prideš do tega, da postaješ boljši v reševanju problemov, ampak se sprostiš, ker pa seveda ti omogoča, da lažje razumeš, da imaš probleme in potem greš v metodo, ter začneš te probleme reševati skozi višjo čustveno zrelost. In kako stranka v takem primeru, recimo, ko pride k učitelju AEK metode 2.0, kaj stranka občuti drugače, kot recimo prej, ko je bila metoda ali pa 1.0, kakor temu zdaj recimo rečemo, ne? Da je učitelj. Čeprav je to zelo verjetno težko stranki sami ubesediti, ker v bistvu niti ne ve še tega, to se potem, ker ta odnos se rab svoj čas, da se razvije. In predvsem to, da ima učitelj funkcijo tistega, ki uči, ne pa tistega, ki na svoja pleča prevzame breme spremembe stranke. Ker tukaj je bil prej tudi največji problem, da je učitelj, ki je bil recimo v soodvisni vlogi, prevzel to, da bo stranki pomagal, da bo stranka boljš nase. In potem je seveda stranka na tak način šla v funkcijo žrtve, učitelj v funkcijo reševalca. Zdaj, če je to šlo v kronično obliko, ni mogel priti do celostne spremembe, ker sta oba delovala znotraj drame. In je pa tem do njun medsebojni odnos bil vedno bolj drama, tako je pa drame v medsebojnem odnosu manj ali je ni. In na ta način lahko tudi stranka postopoma opazi lastno dramo v lastnem odnosu in v bistvu na ta način začne postavljati prava vprašanja učitelju
ki jih seveda daje pa potem zaradi lastne izkušnje in više urejenosti ter više odgovornosti bolj prave odgovore. In potem stranka lahko te prave odgovore tudi postopno uporabi za lastno spremembo, ne pa da je za spremembo odvisna od učitelja in čaka, da jo bo on spremenil ali pa rešil, ker je seveda potem neprimerno. Tako bi to določil. Kako pa bi rekel, da AEQ 2.0 spremeni dinamiko znotraj družine in odnosov? A bi lahko rekla, da postane družina lahko učilnica spremembe? V bistvu more. Zdaj, spet je treba tukaj definirati, kaj misliš pod družino. Ožja družina. Ja, seveda, ker to je tisto okolje, ki nam je direktno ogledalo. In seveda, ko z uporabo metode 2.0 postopoma dviguješ interno čustveno zrelost, pa nižaš lastno senzorno motorno amnezijo, vedno lažje pogledaš svojo zavestjo, kakšno imaš telo, in telo postane ogledalo tebe. In v tem ogledalu vidiš lahko stvari, ki so ti všeč, pa na katere si ponosen. Seveda vidiš pa tudi stvari, na katere ti niso všeč in na katere nisi ponosen. In zdaj, nižja, ko je čustvena zrelost, bolj se osredotočiš na to, kar ti je všeč, tisto, kar ti ni všeč, pa poskušaš nekako odmakniti, podobno kot recimo hudobna kraljica pri Sneguljčici, ne. Tam vidimo, da je neko normalno delovanje, da bo njena hčerka lepša od nje, zaradi neprimerne čustvene zrelosti ni znala sprejeti. In potem seveda najprej ogledala zahtevala, da ji laže, po drugi strani se je hotela pa tudi hčerke rešiti, ne. In tukaj pa vidimo, kako čustvena nezrelost vodi dolgoročno v hudo entropijo, ki je lahko tudi smrtno nevarna. In seveda, ko stranka, zaradi tega, ker je uči učitelj, ki si lažje in bolje postavi ogledalo samemu sebi, lahko skozi njegov vpliv ali njen vpliv na njo bolj vidi, kakšna je, in bolj, ko zna sama in zmore sama se postaviti to telesno ogledalo, pride do celostne spremembe, ki sicer ni absolutna, ampak je progresivna. In v določeni točki se ta njena interna sprememba prenese tudi na družino. Seveda potem otroci postanejo vedno bolj ogledalo vedenja starša ali odnosa med staršema, ki vedno bolj jasno, brez mašnic, brez olepševanja, kaže staršu ali staršema, kakšna sta. Seveda, to je tisto spoznanje, ki, če ga sprejmeta, ker je pa spet odvisno od čustvene zrelosti in senzorno-motorne amnezije, omogoča, da se spremenita. In na tak način v bistvu ima ogledalo otroka v družini ali partnerja, dobi tisto pravo funkcijo, da ti omogoči, da si postaviš pravo vprašanje, dobiš prav odgovor in potem se zaveš pomembnosti, da tudi deluješ iz teh pravih odgovorov, če želiš, da spremeni partner ali otrok svojo funkcijo, ne? Ker zdaj, če ti otrok ali partner kaže ogledalo, zato da boš ti dojel, kakšen si, potem on ne more biti spontan, ne more biti avtentičen, ne more biti sproščen in se razvijati v svojo smer, svoj daimon peljati tam, kam njega nese, kam bi on račel, kak bi on rad bil, ampak ti v bistvu od njega zahtevaš, da ali da ti skozi ogledalo kaže, kakšen si, da boš dojel, kakšen si, in potem mora biti vedno bolj močno ogledalo, ki vedno močneje kaže, ampak pa je v bistvu se funkcija partnerja ali pa otroka spremeni v to, da je tvoje ogledalo, ker pomeni, da on zgubi svojo osebnost, svojo sposobnost, da on se razvije v nekaj samosvojega, da gre po svoji življenjski poti, ki je tudi recimo usklajena s tvojo, ali pa otrok se potem recimo odcepi in gre v svojo pot, ampak ga v bistvu držiš pri sebi in zahtevaš od njega, da je takšen, ker ti ne nočeš videti ali pa ne vidiš tega, kar je, in seveda se potem te ljudje postopoma spreminjajo v ogledala drugih in pa nimajo lastne osebnosti, lastne duše
in seveda morajo imeti temu primerno čustveno zrelost nizko, pa senzorno motorno amnezijo visoko, da je nekaj, kar v bistvu noče biti. In seveda, ko gremo v 2.0 bolj globok v nižanje SMA, pa višanje čustvene zrelosti ter prepoznavanje Karpmanove vloge in vedno bolj aktiviramo desno možgansko polovico, potem v bistvu ljudi, ki so v našem najbližjem krogu, počasi odvežemo te vloge, da morajo biti naša ogledala. Potem v bistvu se lahko ukvarjajo s sabo, pa se razvijajo v nekaj, kar se drugače ne bi mogli. Seveda pa pride tudi do tega večjega notranjega zadovoljstva in tudi, lahko bi rekli, višje medsebojne harmonije. V družini, ki ni harmonična zaradi tega, ker je nekdo rekel, da mora biti, ukazal, vede ali ne vede, da je funkcija otroka, da je moj ali hladilni stolp, da me sprošča, tisto, kar jaz ne znam urediti, ali pa da je moje ogledalo, ki mi kaže, kaj ne bi uredil, pa ga nočem videti, nočem upoštevati, ali pa ga hočem uničiti, kot kraljica pri Sneguljčici. Ampak mu v bistvu občasno funkcijo ogledala, ki nam pokaže, kakšni smo, je dovolj, pri dovolj nizki SMA, pa visoki čustveni zrelosti, da so te ljudje samo občasno ogledala, ki nam pokaže določeno stvar, to vidimo, zaradi nizke senzorne amnezije opazimo, začutimo, zaradi dovolj visoke čustvene zrelosti in pravilne uporabe desne možganske polovice spoznamo, kakšne so dolgoročne posledice tega, kar smo v ogledalu za trenutek videli. Zdaj to je lahko pozitivno ali pa negativno, ker ne kažejo nam ogledala samo slabe stvari, ampak tudi ponos, zadovoljstvo, srečo, radost, ko nekaj narediš tako, kot je treba. In desna možganska polovica, če dovolj dobro sodeluje s telesom, iz tega naredi en tak, recimo tem, dober golaž, kjer je vsega noter, in potem lahko to z užitkom poješ. Ali pa začutiš, da noter nekaj je, kar ne spada, in potem to počasi odpraviš. In zdaj, nižji, ko imaš ti SMA, pa višji, ko imaš čustveno zrelost, manjši impuls iz okolice potrebuješ, da nekaj dojameš in da potem tudi nekaj spremeniš. In s tem v bistvu pozitivno vplivaš na celotno družino, da družinski člani niso kronična ogledala, ki ne delajo nič drugega kot to, ampak da so dinamična ali pa akutna ogledala, ki občasno ti dajo vedeti, to si dobro naredil, to nisi dobro naredil, sam se tega zavedaš in potem skupaj v svoji višji notranji povezanosti med desno pa levo možgansko polovico in med zavestjo pa telesom lažje najdeš bolj prave rešitve in se dolgoročno spreminjaš v bolj modro in izkušeno osebo. Veš, jaz sem pa to očitno pol narobe razumela, ker sem mislila, da ogledalo nam v bistvu, na primer, otroci ali pa partner kažejo ves čas, samo vprašanje je, če se znaš pogledati v njega. Ja, to je tudi... Je tudi to? Je, samo pa še korak naprej. No, tam pa še nisem. Pustam mi še malo časa. 2.0. Okay. Katere pa bi rekel, Aleš, da so vrednote pa načela, ki zdaj veljajo v 2.0 in katere izmed njih morda prej niso bile toliko v ospredju? Odgovornost. Mislim, skozi je bilo v ospredju. Ker seveda, če nekaj uporabljaš, pa če nekaj učiš za to, da bo nekom drugem boljš, je to odgovorno delo. Kakorkoli obračamo, pač tako je. Prej je bilo nekako samoumevno, da bo tako. Ampak se je pa pokazalo, da včasih je bilo, včasih ne. Nekje bolj, drugje manj. Ker je za nek sistem, ki se razvija in še ni dosegel višjih potencialov, pač očitno bilo takrat tako, kot je bilo najboljš, kot je bilo mogoče. Sedaj je pa razlika, ali to opaziš, ali hočeš več. In seveda, ker hočeš več, ker hočeš, da IQ postane bolj učinkovit v reševanju kroničnih problemov, je pa seveda potrebno določiti, kaj je treba narediti, da bo lahko več. In glavna razlika je odgovornost do sebe in
kako ustvariti odgovorno okolje, da se učitelj ali pa kandidat in potem učitelj vede dovolj odgovorno do sebe in razume, da vse, kar naredi ali ne naredi, vpliva na to, na druge in seveda tudi na njega, in na ta način v bistvu dojame svojo odgovornost do tega, kako je on in kako so drugi, ter funkcija časa. Ker že prej sem velikokrat razlagal, da pač IQ te nauči, da ima čas svoj vpliv, da je čas pomemben in da se začne zavedati, da vsaka stvar potrebuje svoj čas in tudi seveda IQ je potreboval svoj čas, da je prišel zdaj do sem, da je dozrel do tega nivoja, zdaj pa bomo nadaljevali na višjega, za kar bomo spet potrebovali čas, ampak glavna razlika je odgovornost do posledic svojih dejanj. To je tudi v bistvu bistvo je bistvo celotnega 2.0 sistema. In seveda je pa tudi težava, glih v tem, kar sem prej razlagal, da če živimo v okolju, ki težko sprejema odgovornost ali pa jo prelaga na druge, je seveda tudi tak sistem postaviti pa ohranjati, ki temelji na veliko višji in odgovornosti do sebe, kot je to normalno, zahtevno. Ker se ljudje tudi seveda si po eni strani razumejo in odobravajo, da je tako, samo po drugi strani mi je pa to čudno oziroma neprijetno, ker po drugi strani, ko pogledajo okrog sebe, vidijo, da se tudi, če niso odgovorni, nič narobe. Se bodo v bistvu zlili z okolico. Ja, čeprav, ko pa malo bolj pogledaš, pa ali je res tako, da če si neodgovoren, da ni nič narobe, pa viš, da nikoli ni tako. Sem pač zaradi senzorne iluzije tisto, kar ti ne paše, pač ne vidiš. To je že Nietzsche povedal dolgo nazaj, da resnico, ki nam ne ustreza, običajno spregledamo. Tako da rekel bi, da je največja razlika odgovornost. Mislim, da se ravno to, kar si zdaj omenil, zelo dobro sklada z vprašanjem, ki ga imam za tebe naštimanga, in sicer kako IQ 2.0 po tvoje odgovarja na ta razpad realnega stika z okoljem, digitalno otopelost in pa povečano kompleksnost sodobnega sveta. S tem, da vrača v funkcijo desno možgansko polovico. Seveda, desno možgansko polovico pa ne moremo vrniti v funkcijo, če ne dodamo telesa. Ker leva možganska polovica lahko v bistvu deluje, ali pa še celo boljš deluje, če ne čuti telesa, predvsem zato, ker je namenjena lovu, pridobivanju, prisvajanju. In ko greš v agresivno vedenje, ki je potrebno za to, da nekaj dobiš, uloviš ali si prisvojiš, tam ni toliko pomembno, da čutiš telo takšno, kot je, ker te lahko potem telo ovira pri tem, čemu si se namenil. Ker pač, čist primer, zelo si utrujen, pa lačen si. Kaj zdaj? Če boš to utrujenost jasno začutil, ne boš mogel loviti. Če ne boš lovil, boš še bolj lačen. In v določeni točki, če boš pretirano, če boš dal več pomena utrujenosti, boš umrl od lakote. Pa se vprašaš, ali je dobro, da toliko čutim telo, da sem toliko zavesten, da se toliko zavedam samega sebe, če me to v taki ekstremni kombinaciji pelje v smrt, ki je pa v nasprotju z osnovami evolucije, preživeti. In pa seveda lahko razumeš, da je logično in nujno potrebno, da more leva možganska polovica zablokirati telo in pač tisto utrujenost z različnim koktejlom hormonov, ki jih izloči telo v taki situaciji, postaviš v senzorno amnezijo, lahko tudi ujenost, in takrat v bistvu nimaš občutka, da si utrujen in potem daš več od sebe, da uloviš ali pa da dosežeš tisto, kar je potrebno, da bi preživel. In potem seveda, ko to dobiš, pol šele začneš čutiti, koliko si utrujen, se to vsi poznamo. Hočem prijeti na Triglav, to mi je včeraj ena gospa razlagala, da je po vseh 4 prišla gor na Aljaževega stolpa
bo je tam enega fanta spraševala, koliko naj pride dol, koliko bo prišla dol, pa rekel, koliko ste prišla gor. Ampak, ko je šla gor, je rekla, da enostavno ni čutila sebe, ker je imela v glavi, moram priti gor, in tukaj je v bistvu leva možganska polovica imela cilj, moram priti, pa tudi stane, kar hoče. Seveda, desna možganska polovica ima pa preventivno funkcijo. Leva ima funkcijo akcije, tukaj in zdaj, desna ima pa preventivno funkcijo in poskuša razvozlati, kaj se dogaja v tebi in okrog tebe in prepoznati, če je to, kar se dogaja, vodi v potencialno nevarnost v prihodnosti. In seveda ona ima pa drugačen odnos do telesa, ker če hoče te subtilne znake iz okolja, ki nam najbolj jasno pokažejo, kaj nas čaka ali pa kaj se pripravlja, seveda lahko samo z telesa dobimo, ker je telo edino dovolj močna pa občutljiva antena, da lahko to zazna. In seveda povezanost med vpliv telesa na delovanje desne možganske polovice je ogromen, vpliv telesa na delovanje leve je pa pogojen. In seveda, če hočeš spremeniti to, kar si v vprašanju navedla, je potrebno aktivirati desno možgansko polovico. Če hočemo njo aktivirati, moramo pa aktivirati povezavo zavest telo, spet SMA. In pristop in namen AIQ je tukaj ravno to, da skozi spremembo notranjih odnosov telo bolj vpliva na desno možgansko polovico, da desna možganska pa bolj vpliva na to, na samo zavedanje, kdo sem jaz, kako sem, zakaj sem tako, kako to vpliva na mene, na druge, kako drugi vplivajo na mene, ne samo osebe, ampak tudi recimo okolje, kje smo, v kakem prostoru smo, kaj vse v tem prostoru, kaj jemo, kako se gibljamo, pač kako tudi seveda čas vpliva na nas, ali čas uporabljamo, izrabljamo ali zlorabljamo. In če pogledamo samo to, kar sem zdaj naštel, pa je to samo en delček vsega skupaj, lahko začnemo hitro razumeti, da leva možganska polovica, ker ima bistveno bolj omejene sposobnosti sočasne obdelave, velike količine podatkov, kot ima desna, niti približno ne more razumeti celotne kompleksnosti, ki jo lahko desna. Ampak sej, če pa hočemo uporabljati, jo moramo pa aktivirati, in sodoben način življenja, ki zdaj že traja kar nekaj desetletij, je pa tak, da jo dejansko inhibitira in jo izklopi. Seveda nekaj časa se ti zdi to čisto v redu, oziroma še mogoče boljš, ker marsikaj ne vidiš, marsikaj ne slišiš, naslone se na naprave, recimo vidimo, koliko se ljudje naslanjajo na umetno inteligenco, da namesto njih razmišlja, ker seveda pa pol dolgoročno pripelje, da izgubi sposobnost racionalnega razmišljanja in da ne čuti več. Zdaj, če se ti z umetno pogovarjaš, pa namesto živega človeka ustvariš nekega bota, ki predstavlja ali pa nadomešča živo osebo, bi tvoja desna možganska polovica, če bi bila normalno aktivna, te opozorila, da to pa kva delaš, nehaj, ker če boš nadaljeval na tak način, boš padel v težke psihoze ali pa depresije, lahko tudi samomore in podobno, pa vidimo, da tem ni tako. In zdaj, če gruntova naprej, je vpliv okolja na to, da ne uporabljava pravilno desno polovico pa telo, kroničen in izjemno močen, in je potem logično, da je bilo treba AIQ 2.0 postaviti, oblikovati in držati v taki funkciji, da tistim, ki se odločijo, da bojo to spremenili, omogoča okolje, ki je dovolj trdno, urejeno in delujoče, da lahko aktivira njihovo desno možgansko polovico in telo, in grejo potem ven z tega, da tehnologijo izrabljajo ali zlorabljajo, ali pa tehnologija izrablja ali zlorablja njih, ampak uporabljajo. Ker AIQ ni namenjen tem, da bi oseba rekla, tehnologija je hudič, to je treba dati stran, odseliti se nekam v hosto ali pa nekam stran, kjer ni interneta, kjer ni elektrike, kjer ni sodobne tehnologije, in tam najde svoj mir, ker je spet beg od
resnica, ampak na tak način, skozi višjo čustveno zrelost, pa nižjo SMA, seveda najdeš tisto srednjo pot, da tehnologijo uporabljaš, ne pa izrabljaš ali zlorabljaš. In AEQ 2.0 ima tudi novo podobo, nov logotip, ki ga lahko tudi vidimo tukaj za nama. In me zanima, Aleš, kaj pomeni ta novi znak AEQ 2.0? In mogoče še to, ta dodatek. Druga, ne? Ja. In še ta dodatek, a imaš občutek, da ima drugačno energijo od prejšnjega? Se to je bil tudi namen. Ne bi ga niti izbrala, če ne bi medva imela tudi drugačen pogled na prihodnost AEQ-ja. Predstavlja v bistvu veliko ljudi, mi je pisalo okrog tega in zanimivo je, da vsak vidi kaj druga v njem. Ne. Osnovna ideja, ki sta jo v bistvu razvila razvil studio Kontrastika, ki je oblikoval novo grafično podobo, je v bistvu spirala, kjer se iz kroga v bistvu potem odvije v pot naprej in na tak način v bistvu simbolizira, da podzavest izgubi možnost, da te drži v krogu, da se vrtiš v enem in istem krogu, ampak da se z uporabo AEQ 2.0 iz tega kroga ven premakneš v spiralno gibanje in potem lahko korak te spirale vedno bolj povečuješ, da se v enakem času premakneš bolj naprej in seveda tudi iz podzavesti narediš sistem, ki ti v bistvu pomaga preživeti, ampak na tak način, da ko v tem preživetju dodaš zavest, dobiš, da lahko živiš. Noter so še potem na levo pa desno možgansko polovico pa AEQ. Tako da je vse združeno v isto in v bistvu kaže na to, koliko je AEQ kompleksen, ampak ta kompleksnost ima svojo podlago, svoj smisel in seveda tudi svoj namen, strukturo in funkcijo, tako kot je pač osnova. In je logično, meni osebno tudi je veliko bolj simbol, ki je usmerjen v prihodnost, medtem ko je prejšnji znak Da Vincijev Virtuvio, temeljil na preteklosti, sprav na nečem, kar je bilo ugotovljeno in razvito v preteklosti, tako kot Da Vincijevo delo, ampak seveda je zdaj tudi prišel čas, da gremo naprej. Seveda še zmeraj temelji na prejšnjem stanju, ampak je šlo v drugačno prihodnost in tudi zaradi pomoči tehnologije in možnosti, ki jih danes imamo, tudi zaradi interneta in recimo možnost priti do določenih podatkov in do znanja, imam jaz danes čisto na drugem nivoju, kot je imel Thomas Hanna leta 80 ali pa 90. In seveda je potrebno in je tudi možno razviti pristope na čisto drugem nivoju kompleksnosti, kot je bilo to včasih. Ker je pa seveda ne samo, da je mogoče, ampak je tudi nujno potrebno, ker, tako kot si sama rekla, je način življenja veliko bolj kompleksen in hitrejši. In seveda mora biti tudi pristop takšen, da je bolj kompleksen, ampak da ni zakompliciran in je zaradi tega lahko hitrejši, ampak seveda to pa ne pomeni, da je polovičarski, da je površinski, ampak da je globinski. In so temu primerno, lahko rečeš, z nadgradnjo se spremenili tudi tvoji spletni programi. Videli smo, da ne samo vsebinsko, so se spremenili vsebinsko, verjamem pa, da ne samo vsebinsko. Tudi sama sem bila pred kratkim na tvojem programu in kaj bi rekel, da je drugačen tudi tvoj način vodenja programov, tudi dinamika, cilji, ki jih zasleduješ. Ja, mora biti. Če sem spremenil zunanjo podobo, notranje pa ne, spet ni iskreno, v bistvu neresnično in če deluješ iz neresnice, seveda ne moreš dobiti, ne moreš ustvariti sintropijo, lahko sicer ustvariš iluzijo, ampak seveda mora biti celostna sprememba, če se spremeni celostna podoba, moraš dajmo dodati tudi celostno spremembo, drugače sem embalaža druga, noter je pa enako, to pa ni prav in ne more v bistvu omogočati tisto, kar je napisano, da ne bi.
naredila, ker da AEK omogoča, seveda spet poudarjam, če se uporablja v skladu z navodili in s tem, kako je razvita. Težava današnjega časa je ta, da glih zaradi te prevelike svobode v negativnem smislu, veliko ljudi razmišlja, da bo vzel sem tisto, ki mu ustreza, tisto, ki mu ne ustreza, pa ne. In to se je tudi dogajalo v AEK-u, navadnem AEK-ju, ali pa pri bivšem AEK-ju, kjer so v bistvu ljudje, ki so se ga učili, tako za učitelja kot za uporabo, so pač vzeli tisto, kar jim je ustrezalo, tisto, ki jim ni ustrezalo, so pustili, in pa seveda ne more priti do pravilne uporabe, ker AEK je pa narejen na fizikalnih zakonih, ki so takšni, kot so, in včasih nam ustrezajo, včasih nam ne. Recimo, če dam primer vožnje z avtomobilom, če se moramo hitro ustaviti, nam ustreza, da obstaja trenje med avtom in med cestiščem, ker če ga ne bi bilo, nam seveda se ne bi mogli ustaviti in bi potem imeli težavo. Ko pa moramo iti tankat, nam pa ne ustreza, da imamo trenje, ne? Ker trenje med avtomobilom in med cestiščem pa seveda poveča porabo goriva. Ne? In če recimo ne bi bilo trenja, da bi recimo nekje podobno se premikali kot v breztežnostnem prostoru, bi porabili seveda manj goriva, ne? Tudi hitrejši bi bili, se pa težje ustaviti. Ne? Zdaj, če recimo gledalce zanima, kakšna je razlika med tem, kar sem zdaj rekel, bi bilo dobro, da si pogledajo film Gravity. Mislim, da tam 2015-16 Sandra Bullock igra pa George Clooney. In tam se zelo lepo vidi, kako je zaribano življenje, če ni gravitacije. Čeprav, recimo, če si pretežek, ali pa če moraš nesti težke vrečke, ali pa če si ruzak preveč naložil, ko greš na Triglav, ko smo se že prej pogovarjali, ne, pa to gravitacijo glih ne obožuješ. Ne. Ampak vsaka stvar, karkoli gledamo, ima pluse pa ima minuse. Ne. In zdaj poanta čustvene zrelosti je, da vzameš vse takšno, kot je, in pol presojaš, ali ti to ustreza ali ne. In enako je z AEK-jem. In seveda lažje, pa tudi bolj privlačno, je pa, da naredi sistem, ki je tak, da pač ne vzame sem tisto, ki jim paše, tisto, ki jim ne paše, pa ne pustijo primer. Ali pa dostikrat so tudi ljudje taki, da recimo se grejo nekaj učiti, pa poberejo sem tisto, ki jim ustreza, ostalo pustijo, pa pol združijo, 10 različnih pristopov skupaj in pa dobijo eno tako kolobocijo, ki pogosto v bistvu navidezno lahko pomaga, dolgoročno pa ne. Ker pravi, ko je pa vse skupaj postavljeno celostno na tak način, da če vse vzameš, lahko vidiš, kje si v redu, kje nisi v redu, in pa spremeniš tisto, kar ne velja, in enako je pol, da lahko avto uporabljaš, da se lahko varno peleš, ampak cena, ki jo pa plačaš, je pa, da moraš vsake toliko časa iti tankat gorivo, ker če ne napolniš, in zdaj bi lahko rekel, joj, pa to mi pa ne ustreza, bi bilo boljše, če bi lahko se sam vozil, pa ne bi bilo treba avtomobila tankati, ampak pa dobimo pa kaj, da je to otroški pristop, ko otrok je pa tak, da bi vzel tisto, ki mu paše, tisto, ki mu ne paše, pa ne, in zdaj pa otroka razumemo, ampak starši pa vemo, da moramo oboje vzeti v zakup in sprejeti, zakaj pa spet rabimo čustveno zrelost. Ne? Princip užitka pa princip realnosti. Ne? Tako je. Okay. Zdaj s prehodom na AEK 2.0 je tudi kar nekaj učiteljev zapustilo sistem. In me zanima, Aleš, kako ti razumeš ta odpor in pa upor, ki je nastal proti spremembi sistema v AEK 2.0? Ja, preveč bi se mogli spremeniti. In seveda nov sistem več ne omogoča, da ne vidiš, ki je zlorablja sebe, ki je drugi tebe zlorabljajo, pa ki ti zlorabljaš druge. In ko greš v tak sistem pa noter, je lahko to pretežko, ali prezahtevno, oziroma ne moreš več vzeti tisto, kar ti ustreza, ostalo pa pustiti. In seveda je to lahko zelo težko. Seveda
je nekaj, kar je kratkoročno težko, ampak če je premišljeno in deluje, ti pa omogoča dolgoročno lahkost. Samo seveda je treba pa to kratkoročno težkost prenesti. Zdaj, eni to so lahko, drugi niso, ampak vsak je imel na izbiro, da se odloči in s tem v bistvu je tudi določil svojo prihodno pot, kako bo deloval. Jasno pa je, da če ne more ali pa ni mogel sprejeti pravil, ki določajo pravilno uporabo AIQ-ja, potem tudi ne more, niti ne sme uporabljati AIQ-ja za to, da deluje z ljudmi. Zato, ker enostavno ni več mogoče zagotoviti, da bo to uporabljal pravilno, kar seveda potem lahko vodi v težave ali pa kronične probleme in nezadovoljstvo ljudi, ki bojo AIQ na tak način se učili. Zato seveda tudi učitelji, ki niso mogli se zavezati ne k spoštovanju pravil in odgovornosti skozi 1.0 ali pa skozi 2.0, ne smejo se več niti imenovati AIQ učitelji, niti uporabljati AIQ naziv, ker je to zaščitena avtorska vsebina in intelektualna lastnina in seveda jaz tudi ne morem zaupati, da bo nekdo to uporabljal za stranko zdrav način in kvaliteten način, ker seveda potem tudi na mene pa na sam AIQ pade slaba luč, ker se je že tudi v preteklosti dogajalo, da so posledice nepravilne uporabe AIQ-ja pri strankah ali pa pri učiteljih potem krivdo za nastale težave zvalili na, da AIQ ni v redu, čeprav z AIQ znanjem, ki temelji še vedno na enakih zakonitostih kot prej, ni bil problem, ampak je bil problem pri nepravilni uporabi ali pa neprevzemanju odgovornosti. In seveda, ker sprememba je bila konkretna, zato ker tako kot sem učil vse, tudi bivše učitelje, je vedno tako, ko pride do dovolj velike celostne spremembe, to najbolj vidiš potem, kako se spremeni tvoje okolje. Določenim to ustreza, pa pridejo, določenim to ne ustreza, pa grejo, najdejo svojo pot in to ni nič narobe s tem, sem seveda treba pa paziti in tudi se zavedati, da zloraba česarkoli vodi v neželjene posledice in je tudi seveda pripelje do kazni take in drugačne. Tako da pač sistem gre naprej in kaj že zdaj vidim je, da tudi ljudje, ki jih AIQ zanima, postajajo vedno bolj drugačni kot včasih. In kaj se opazi je, da je bistveno manj ljudi, ki grejo v AIQ ali pa hočejo AIQ uporabljati, vede ali pa ne vede na način, da bi v AIQ dobili tisto, kar jim manjka. Sprav, če so kronični reševalci, v AIQ dobijo kronične storilce ali pa kronične žrtve, ali pa rabijo in bolj to hočejo to dobiti. Če so kronični storilci, v AIQ iščejo kronične žrtve ali pa reševalce. In seveda, če so kronične žrtve, iščejo reševalce pa storilce, kar je pa dolgoročno neučinkovito in seveda tudi ne omogoča, da bi z AIQ-jem dosegli željen rezultat. Kar pa potem seveda pomeni, da je sistem neučinkovit in vodi in omogoča zlorabo. Tega pa na noben način niti nočemo, niti ne smemo pustiti. In zato tega je mogli prijeti tudi do selekcije med učitelji, ki seveda lahko AIQ še vedno uporabljajo za osebno uporabo, zase. To jim je tudi ob podpisovanju izjav in vsega ostalega, ker so pri vsakem seminarju, ki so se učili, dobili to jasno definirano, kaj AIQ je in kaj AIQ ni. Ne smejo ga pa več uporabljati za delo z drugimi, ker v bistvu zaradi tega, ker niso več v stiku z AIQ-jem, tudi ne morejo v bistvu sebe kalibrirati, pri sebi opazovati, kje so v redu, kje niso v redu, kje jim
kje stvari obvladajo, kje ne, in je pa verjetnost, da prije do nepravilne uporabe izjemno visoka. Kako zahteven, Aleš, pa je bil ta proces preobrazbe pa nadgradnje za tebe osebno? Kaj ti je v fazi tega prehoda sporočalo tvoje telo? Največ je bilo dvoma. Največ je bilo dvoma. V bistvu najtežje je bilo lani, tam enkrat september, oktober, ker vidiš dejansko, koliko stvari bo treba spremeniti, če hočemo razviti AIQ fuzijo. Ko je šlo to mimo, ker vidiš, da enostavno ni dolgoročno, ni druge poti, ker če bi stvari pustili take, ko so, bi se AIQ spremenil v še eno neurejen sistem, ki bi dajal vtis, da pač pomaga, oziroma omogočil ljudem, da bi ustvarjali iluzijo, da delajo na sebi, čeprav v resnici delajo samo na delu sebe, na bolj površinskem delu, ker bi seveda kratkoročno bilo tudi veliko lažje za vse, tudi za mene, ampak dolgoročno pa seveda bi to pripeljali do neučinkovitega delovanja in do pa v bistvu razpada ali pa razkroja AIQ-ja. Enkrat to sprejmeš kot dejstvo, v bistvu dobiš prav odgovor, in iz tega pravega odgovora smo pa s partnerko lahko šla v dejanja, si postavljala nova prava vprašanja in vse skupaj speljala, in potem ni bilo več toliko zahtevno. Seveda je pa skladno s tem, ker sva se v tem času, pa tudi že prej učila postavljati vedno bolj jasne meje, tem primerno tudi lastno zdravstveno stanje izboljševalo. Ker bolj ko znaš omejiti entropične vplive, pa bolj ko so znala skozi postavljanje mej zaznavati, kdaj greva v funkcijo reševalca, kdaj iz učitelja ali pa ustvarjalca ali pa upravljavca se premaknemo v žrtev ali reševalca ali pa tudi storilca. Prej to opaziš, prej to odpraviš, in seveda je tudi, če gledam, kako je zdaj okolje, v katerem delujeva, je to čisto drug nivo sintropije pa urejenosti in tudi medsebojnega zaupanja in spoštovanja, tako interno kot na zunaj. In seveda je to okolje bistveno bolj zdravo, ker seveda se pozna tako na telesnem nivoju kot na zdravstvenem in tudi na optimizmu oziroma dinamiki in pripravljenosti, kaj prinaša prihodnost, ter seveda tudi s postavljanjem mej in postavljanjem sistema, v katerega so vložila veliko ur dela in znanja in razmišljanja, v bistvu so si olajšala življenje, tako da je tudi več počitka, več sprostitve, kar seveda spet pozitivno vpliva na vse skupaj. Tako da za sebe osebno lahko rečem, da je to bila ena najboljših odločitev in izvedenih dejanj verjetno celo v življenju. Čestitke. Hvala. Kaj pa bi rekel, da pričakuješ ali pa morda, tako kot si tudi že omenil, že opažaš pri tistih, ki so bili pripravljeni vstopiti v AIQ 2.0 in v katero pot predvidevaš ali pa pričakuješ, da se bodo razvili? Uvidi se, sploh če primerjam recimo njihov razvoj znotraj AIQ šolanja z prejšnjimi leti, da je v bistvu so veliko bolj odgovorni. Ker tudi tistih 5 osnovnih korakov, na katerih temeljijo AIQ odnosi, se pravi pomembnost, odgovornost, zaupanje, učinkovitost pa privlačnost. In osnova je bila, da so z razumevanjem smisla sprememb pa nadgradnje pa izboljšave AIQ-ja iz prejšnjega v novejšega dojeli, koliko je to pomembno
in tudi koliko jim je AEQ pomemben, da deluje takšen, kot je. In so pa sprejeli odgovornost, da bojo delovali na odgovoren način, seveda na začetku na nižji, pa postopamo vedno na višji odgovornosti, ki se krepi skozi to. In seveda se takim osebam da pa vedno bolj zaupati. Bolj zaupajo samim sebi, bolj zaupajo drugim v njihovi skupini, bolj drugi v skupini zaupajo njim in seveda se v takem okolju AEQ skupine dvigne medsebojno zaupanje, ki seveda potem poveča učinkovitost reševanja problemov in dvigne medsebojno privlačnost. Seveda, več kot je takih ljudi v AEQ sistemu, bolj lahko zaupaš njim, oni pa bolj zaupajo sistemu in se dvigne učinkovitost funkcije in s tem se dvigne tudi privlačnost, tako njihova privlačnost interna, kot njih bolj privlači AEQ in seveda tudi AEQ bolj privlači tiste, ki res hočejo narediti celostno spremembo in so pripravljeni pri tem spoštovati navodila za uporabo, čeprav jim mogoče na začetku ne ležijo, jim ne ustrezajo ali pa se jim zdijo preveč kompleksna, ampak potem, ko dodajo tem pravilom vaje, pa izboljšanje čutenja telesa, začnejo v bistvu opažati, to recimo vidim skozi pogovore z kandidati pa učitelji ali pa skozi branje njihovih domačih nalog ali pa tudi refleksij pa obdobnih poročil, kako v bistvu vedno bolj razumejo, zakaj je sistem takšen in poročajo o sistemskih spremembah tako sebe, kot odnosov, v katerih živijo, kot odnosov z strankami, kar mi v bistvu potem da potrditev, da je teorija bila pravilna in da je tudi izvedba teorije v prakso bila primerna. Okay. Aleš bi za zaključek želel dodati še kakšno tako zaključno misel ali pa morda kaj je tisto, kar bi želel, da najini današnji poslušalci slišijo, razumejo glede sprememb, ki so nastale v AEQ sistemu? Mislim, da to, da če se ne spremenimo, ne moremo pričakovati, da nimamo kronične težave, ker kronično pomeni, da se ponavlja, sprememba pomeni pa, da se ne ponavlja več. Torej, zdaj problem spremembe pa je, da aktivira odpor, za katero je treba vložiti napor. Zdaj, bolj ko je sistem določen, bolj ko je definiran, bolj ko je urejen in stabilen, lažje zaupamo v proces spremembe. Zakaj je takšen, zakaj ga potrebujemo in zakaj je potrebno v njega mu dati pomembnost, dati odgovornost, da si pridobimo zaupanje vase in bolj ko zaupamo vase, bolj lahko dojamemo in začutimo, dokje lahko zaupamo drugim, ali pa seveda tudi drugi lahko bolj zaupajo v nas. In seveda v takem okolju razvijamo višjo učinkovitost. In višja učinkovitost urejanja problemov, ki jo odgovornost, pomembnost in zaupanje ustvarijo, je pa protistrup za kronične probleme. In seveda, bolj ko se čutimo, bolj ko se zaupamo, bolj lahko tudi ločimo, kje smo v redu, kje nismo in seveda popravljamo in spreminjamo samo tisto, kjer je to smiselno, takrat, ko je to smiselno in do tam, ko je to smiselno. In s tem seveda zmanjšamo količino vloženega napora na minimum, hkrati pa skozi ta pristop, kar se zdaj vedno bolj vidi tudi pri vedno več uporabnikih AEQ 2.0, vedno bolj spoznavajo, da so dejansko bili odvisni od tega, da so imeli naporno življenje in da so vlagali kronično veliko napora, brez da bi dosegli željeno spremembo. Ker z 2.0 lahko pa vedno bolj dojamete, da ste kronično naporni, vlagate kroničen napor z namenom, da bi dosegli spremembo, ampak je v bistvu ne. Zdaj, če se vi spremenite, pa se morajo tudi drugi spremeniti. In vi sami
se nam samim to upira, seveda potem pa tudi drugim, ne? Ker seveda, ko se pa spreminjate, vas pa lahko mnogi zapustijo. In če imate strah pred zapuščenostjo, strah pred spremembo, vas to lahko ohromi in se pol ne morete spremeniti in pa se nič ne spremeni in pa vsi ostanemo v enakem kronični entropiji in ponavljamo napake svojih staršev, ki jih sicer malo drugače zapakiramo zaradi drugačnega okolja. In bolj, ko to lahko sprejmemo, bolj, ko lahko to znamo, ker 2.0 omogoča bistveno boljš kot prejšnji IQ ali pa somatika, lažje v bistvu dosežemo dolgoročno spremembo in smo potem seveda tudi vedno bolj zadovoljni, ker smo lahko šli skozi nekaj zahtevnejšega, težjega, ampak smo na koncu dobili tisto, kar smo iskali in nismo samo vlagali, pa nam, da je bilo težko, na koncu pa nismo dobili tistega, kar smo potrebovali, ampak pa dobimo učinkovito in celostno spremembo. In mislim, da je to odličen zaključek kot misel današnjega podcasta. Če ti tako praviš, pa že moram držati. Skratka, Aleš, najlepša hvala za vse tvoje odgovore in še enkrat iskrene čestitke za to, kar sta skupaj zvestno dosegla. Hvala lepa. Vam, dragi poslušalci, pa ponovno hvala, da ste ostali z nami. Želim vam prijeten dan, pa nasvidenje do prihodnjič. Nasvidenje.